December je čas, ko se običajno odenemo v praznično vzdušje. Okrasimo svoje domove, ulice in trgi oživijo s prižigom prazničnih luči ter okrašenimi drevesci. Pričakovanje in navdušenje pa je namenjeno predvsem našim najmlajšim. Za otroke je december mesec obdarovanj, saj jih obiščejo kar 3 dobri možje. In če je čas zimskih praznikov v 21. stoletju padel pod težo pretiranega potrošništva, nekoč temu ni bilo tako. Prazniki so nekoč v sebi skrivali zgodbe, ki so danes marsikomu popolnoma neznane. Vsi viri glede tega nam niso vedno dostopni, zato je toliko bolj dragoceno, če se lahko pogovorimo s človekom, ki v današnji čas prihaja iz leta 1908. Krepkih 110 let nazaj. Tistega leta je preuredil hišo v Zgornjih Gameljnah v vilu Ruska dača. Z velikim ponosom vam predstavljamo gospoda Franca Petriča, legendarnega Ljubljančana, veletrgovca s pivom, ki je s to svojo arhitekturno edinstvenostjo Zgornje Gameljne preobrazil v sproščujočo, družabno in tudi kulturno obmestno lokacijo za vikend počitek in vse druge vmesne letne oddihe. Prisluhnite pogovoru s Francem Petričem, ki ga je o tem, kako so praznovali čas adventa leta 1908, spraševala Jana Kobal. Pozdravljeni, gospod Petrič. Najlepša hvala, ker ste si vzeli čas in nas obiskali v letu 2021. Čeravno bova danes večino časa preživela kar v vašem letu 1908, torej kar 113 let nazaj. Nekaj, spoštovana gospa, z velikim veseljem se sprehajam od mojih do vaših časov. Jih primerjam, se čudim, radostim, kdaj tudi žalostim. Predvsem pa ugotavljam, da so bili tako takrat, kot tudi v času, ki ga živite vi, dogodki in doživetja, ki se zapišejo v zgodovino, zavedno in tudi takšni, ki jih je bolje pozabiti. Ja, to pa nedvomno. Ampak danes se bova midva osredotočila na čas, ta decembrski, adventni, praznični čas. Ta pa vendarle ljudem prinaša neko upanje, srečo, darila in obisk 3 dobrih mož. Tudi v vaših časih je bilo tako, ne? Še eno leto gre proti koncu in tudi tokrat v zraku kar poka od napetosti. Decembra mnogi imenujejo najboljši mesec v letu. Mesec obdarovanj, čarobni mesec, mesec darežljivosti. Izjema še tako stiska zobe. December prinaša toplino, ki nas popelje v obdobje brezskrbnega otroštva. Saj smo prav takrat nestrpno pričakovali prihod dobrih decembrskih mož. No, pri nas dobrega decembrskega moža. Ta prvi dobri mož nas je obiskal ravno na današnji dan, iz 5. na 6. december. Miklavž s svojim spremstvom, ki je na področju današnjega slovenskega prostora še vedno najbolj avtentičen adventni obiskovalec, je imel nekoč drugačno podobo. Prav on, sveti Nikolaj, dobrotnik, škof iz Mire, z belo brado, odet v zlata škofovska oblačila, z dolgo škofovsko palico, je začrtal zametke 2 mož, ki nas obiščajo potem še do konca decembra. Božička in dedka Mraza. No, ampak nobeden od teh 3 mož pa k nam ne prihaja sam, kaj ne? Ja, tako je to, da so dobri možje radi v dobri družbi. Miklavža spremljajo parklini in angeli. Je pa potrebno vedeti, da lik Miklavža slovi na dejanski zgodovinski osebnosti. Poznana je bila po svojih dobrih delih in solidarnosti, namreč sveti Nikolaj naj bi se rodil okrog leta 240 v bogati družini v mesecu Patra na južnem robu današnje turške Antalije. Za duhovniški poklic ga je navdušil njegov stric, ki je takrat služboval v mestecu Mira. Ker so mlademu Nikolaju starši umrli že v rosnih letih, je skrbništvo nad njim namreč prevzel stric. Po smrti svojih staršev je Nikolaj vse svoje premoženje razdal med revne. Zato so ga ljudje opisovali kot dobrotnika in zavetnika revnih. Škofovsko službo je prevzel, ko se je vrnil z romanja in izvedel za smrt svojega strica.
ker se ljudje niso mogli zediniti, koga naj okronijo za škofa mesta Mere, so dorekli, da bo ta postal tisti, ki bo na posebno določen dan prestopil prag cerkve. In po legendi naj bi to storil ravno Nikolaj. Nikolaj naj bi premenil 6. decembra, na dan, ko danes praznujemo njegov god, nekje med leti 334 do 350. Po smrti pa je zaradi dobrodelnosti postal svetnik. Njegovo dobrotništvo je postala legenda, ki je prerasla v tradicijo obdarovanj, ki jo v določeni meri ohranjate še tudi vi, ki živite v sodobnem času. Kako pa smo miklavževali na Slovenskem v vaših časih? Po določenih krajih so zametke današnjega miklavževanja praznovali že v 18. stoletju. Sprva je bilo miklavževanje, tako kot večina tovrstnih praznikov, povzeto po poganskem izročilu. V začetku hladnejših mesecev, začenši s koncem novembra, so vasi in mesta obiskovali tako imenovani našemljenci. Ti so kasneje prevzeli podobo današnjih parklov. Predstavljali pa so duhove rajnih, ki so z darovi obdarili domače hiše ter z ropotom odganjali zle duhove, ki so takrat grozili njihovim potomcem. Ti dve vlogi sta se kasneje spojili v vlogi parkeljna, pa tudi kurenta, ki oba izvorno prehajata iz poganskega v krščansko dobo. Na svetega Miklavža večer pridnim otrokom poleg jabolk in orehov tudi sladkih smokov in drugih sladkarij delil Miklavž iz roke v roke. No, pa sva pri darilih. Kakšna darila ste pa vi prinesli na Miklavževo svojim 4 otrokom? To pa je treba poudariti, da so bili darovi nekoč mnogo skromnejši, kot jih imate danes. Tista obdarovanja, še pred mojim časom denimo, sploh niso vsebovale materialnih dobrin, ampak so bila v obliki odganjanja zlih duhov, ki so med ljudi prihajali v mračnejšem času. Kasneje so ti darovi predstavljali suho sadje, kot so hruške in jabolka, otroci pa so dobili tudi kakšna orehova jedrca. No, moji otroci so dobili preprosta darila, največkrat krhlje suhega sadja, včasih sva jim soprogo Marijo dodala fige in rožiče, ki jih takrat res ni bilo v izobilju. Pomaranče so prišle kasneje, takrat so bile prava redkost. Je pa Marija za najini deklici, Anico in Marijo mlajšo, sama sešila 2 punčki iz cunj in spletla kakšne rokavice. Kaj pa Božič? Kako je izgledalo pri vas pričakovanje tega božičnega večera? Božič je res lep praznik. Če želimo razumeti, zakaj in kako smo ljudje nekoč praznovali Božič, moramo vedeti, da Božič sovpada s staropoganskim praznikom, zimskim kresom. Navada izvira iz praznovanja zimskega sončnega obrata ali zimskega solsticija. Ker se je takrat dan pričel daljšati, so mnoga ljudstva slavila zmago dobrega nad zlim oziroma sonca nad temo. Ljudstva so takrat kurila kose lesa, počastili pa so tudi Čoka, hišnega boga, ki so mu darovali vino in hrano. Iz tega obdobja se je ponekod vse do vaših časov ohranilo tudi koledovanje, še posebej na podeželju. Ljudje se zberejo in ob prepevanju pesmi, kolednic, obiščejo domove, domačini pa jih v zahvalo obdarijo. O Božičku pa kaj? Ne duha, ne sluha? Res je. V mojih časih tega dobrega moža nismo poznali. Božiček je mož vašega, sodobnega časa. V tistem času pa so približno 2 dni pred Božičem gospodinje spekle orehove, nemalokrat tudi makove ali pehtranove potice. Lotile pa so se tudi priprave medenjakov in božičnega kruha, poprtnika. Ta se je prvič pojavil že v 17. stoletju. Njegove korenine pa naj bi ravno tako izvirale že iz predkrščanskega časa. Gre za tako rekoč obredni kruh. Gospodarji smo se pa odpravili v gozd po drevesca. Praznovanje Božiča je tedaj potekalo na precej skromnejši način, kot ga praznujete danes. Na sveti večer so se družine zbrale, postavile jaslice, izdelane iz papirja,
Skupaj okrasili drevesca, na katere so obesili domače kekse, bombone, orehe in drobna jabolka. Prižgali so svečke, pokleknili in molili. Mnoge družine so se zvečer odpravile okrog vogla. Med molitvijo rožnega venca so blagoslovili hišo, izbo, klet, hlev in svinjak. Družine smo se odpravile seveda tudi k polnočnici, kamor smo nesli tudi božični kruhek. Praznično smo se oblekli, vzeli bakle namočene v smolo in se odpravili na pot. Vmes pa smo prepevali božične pesmi, otroci so se seveda zabavali v snegu. Pri polnočnicah se je zbrala cela vas. In to je bilo to? Nobenega zvončklanja, jelenčkov? Ne, tega zvončki in jelenčki v mojih časih res ni bilo. Čeprav bi se otroci tega gotovo razveselili. Mi smo potem nadaljevali s slavjem na božično jutro, ko smo kruh razrezali in ga ponudili vsem, tudi domačim živalim. Odpravili pa smo se tudi k maši. Božični zajtrk so sestavljala čaj in potica. Za kosilo pa so gospodinje postregle govejo juho, če se je le dalo, pri nas je tako bilo seveda, pa tudi pečenko, zeljnato solato in tenstan krompir. Za večerjo pa smo imeli kruh, meso in potico. Na dan svetega Štefana so družine obiskale sorodnike in prijatelje in drug drugemu povedale, kako smo preživeli Božič. Ja, Božič je danes ob svetovnem verskem, kulturnem in družinskem prazniku postal tudi čisto pravi komercialni pojav. To je postal praznik trgovcev, če lahko verjamete, in nakupovalnega stresa za vse nas. Ogromno denarja se zapravi ob Božiču za darila. Zato bi jaz raje ostala v vašem času. Božiču sledi novo leto, praznovanje, čakanje novega leta. Zadnji dan v letu, Silvestrovo, smo poimenovali po svetniku, rimskem papežu Silvestru, ki poduje prav na ta dan. Najpogosteje je upodobljen s papeško tiaro, z bikovo glavo in ponekod tudi sključen. Zato pravimo, da odklene novo leto. Na Slovenskem so se javna silvestrovanja pojavila šele po prvi svetovni vojni, po mojem času. Predtem je bilo Silvestrovo po Božiču predvsem drugi sveti večer in praznovali smo ga nekoliko skromneje, podobno kot božični predvečer. Predvsem pa smo tisti večer sami pri sebi pretehtali, kaj vse nam je iztekajoče se leto prineslo, ter na kakšno pot v prihodnost upamo. Potem tudi dedka Mraza takrat še niste poznali? Ne, dedka Mraza pa v mojih časih ni bilo. Sem se pa malo pustil podučiti o tem dedku Mrazu, 3. decembrskem možu, o katerem vi morebiti veste veliko več kot jaz. V slovenski kulturi se je uveljavil v času socialistične Jugoslavije, takrat mene že davno ni bilo več med živimi. Njegova legenda temelji na ruskih pripovedih okoli leta 1930, kjer se imenuje Djed Moroz in je poročen s starko Zimo, ki se po rusko imenuje Zima staruha. V Sloveniji je obveljalo, da dedek Mraz živi pod Triglavom. No, njegovo podobo je leta 1952 z risbami standardiziral Maksim Gaspari, znani slikar. Obleka, ki jo nosi, je slovenska, s slovenskimi vzorci na dolgem kožuhovinastem plašču ter tradicionalno polhovko na glavi. Dedek Mraz, pravijo, ima vse otroke zelo rad, deli jim bombone in ne dela nikakršnih razlik med njimi. Spremljajo pa ga snežaki, medvedi, zajci in številne druge prijazne živali. Slišal sem tudi, da imajo mnoga slovenska mesta ob koncu decembra sprevod dedka Mraza in ta, ki je v Ljubljani, gre celo mimo našega nekdanjega mestnega stanovanja. Tam blizu Kresije, kjer smo živeli med tednom, ko nismo bili na ruski dači. Res najlepša vam hvala, gospod Petrič, da ste si vzeli čas v tej naši sodobnosti, ki pa verjamem, da je za vas kar precej stresna. Z velikim veseljem. V tem svojem posmrtnem življenju imam veliko časa in z veseljem vam ga naklonim. Pa še tale nasvet starega gospoda, kot sem, bi vam rad prenesel. Kljub temu, da se decembra na slavnostne večere uspete zbrati na kupu kot družina,
imam občutek, da ste v tem vašem času vse manj povezani in da takšni prazniki izgubljajo svoje čudovito in pristno bistvo. Naredite vse, da ga ohranite. Povsem prav imate. Ampak sem pa slišala, da se bo 18. decembra mojega leta pri vaši hiši vseeno nekaj dogajalo. Božični sejmi imajo tradicijo daljšo od 700 let. Najstarejši je bil na Dunaju, tega bomo obiskali 16. decembra, 18. pa bo naš mali božični ali adventni sejem prav tule na Ruski dači. Pridite nas pogledati.